prazniku Sveta Cerkev praznuje od prvega mučenca Cerkve, svetega Štefana. Zdi se, kot da bi sveti Štefan hotel pokazati smer in pot, ki čaka novorojeno Božje dete Jezusa. To je pot trpljenja in mučeniške smrti. Praznični evangelij je vzet iz znamenitega 10. poglavja Matejevega evangelija. Odlomek vsebuje Jezusove besede učencem pred odhodom na misijonsko prakso, kamor jih je poslal po 2 in 2. Jezus daje naročila apostolom za bodočnost, a govori tako konkretno kot človek, ki je vse to že doživel in izkusil. Če se je to zgodilo njemu, potem se bo to dogajalo tudi njegovim učencem. Zakaj učenec ni nad učiteljem? Jezus pravi, varite se ljudi, zakaj izločeni vas bodo sodišča in vas bičali v svojih spodnicah. Pred poglavarji in kralji vas bodo vlačili zaradi mene. Te Jezusove besede so dobesedno se uresničile nad svetim Štefanom, ki so ga ljudje zgrabili, vlekli pred sodišče, ga obsodili in po takratni navadi kamenjali do smrti. Zakaj so tako ravnali z njim? Odgovor najdemo v 3. poglavju Janezovega evangelija, ki pravi: zato, ker je luč prišla na svet, pa so ljudje bolj vzdobili temu, kakor luč, kajti njihova dela so bila podobna. Sveti Štefan je tako nekakšen kaži pot tudi ostalim učencem iz vseh časov zgodovine Svete Cerkve, ki so jih ljudje umorili. Ker nekateri ljudje niso prenesli nauka Cerkve, so mučence pod pretvezo, da so verski nestrpneži ali politični prevratniki, družbi škodljivi elementi, kralivci miru in tako dalje, izdajali v smrt. Ljudje so poznali 2 vrsti kaznovanja ljudi, ki jim niso bili po volji. To sta bili kazen bičanja in kazen kamenjanja s kamni do smrti. Bičali so tako, da so žrtvi naložili 39 udarcev s palico, kasneje pa tudi zabičan. Kamenjali pa so samo najtežje prestopnike. Kamenjali so na primer tistega, ki je Boga preklel, ali če je kdo prešuškoval, ali na primer izdal Boga in s tem tudi domovino. Svetega Štefana so imeli za silnega krodelca, zato ker je veroval in poznanjeval o Jezusu. Zaradi tega razloga ga je čakala smrt z kamenjanjem. Pot Jezusovih učencev torej ni posebno lahka, vendar Gospod ne pušča svoje breztolažbe, saj sam pravi: kadar vas izročijo, ne skrbite, kakoli kaj bi govorili, zakaj dano vam bo tisto, kaj govorite. Ne boste nam več govorili vi, ampak Duh vašega Očeta je, ki bo v vas govoril. Jezus tako ne pravi svojim učencem, da bodo njihove preizkušnje samo trenutne, ali po ostrini kuhaj omimbe vredne, niti ne govorijo o zmagi nad hudobijo ali o prejemu plačila. Največja nagrada bo zanjo tam, da je Jezus že vnaprej napovedal trpljenje in ga tudi že sam prestal pred njimi. Tako jim zagotavlja, da v preizkušnjah ne bodo nikoli sami. Jezus jim izrecno obljublja tudi pomoč Svetega Duha. Sveti Duh jim bo dal moči, tako da se bodo čutili sami sebi. Njihov
njihovo ravnanje bo takšno, da bo dalo misliti njihovim nasprotnikom. S takšnim ravnanjem in s takšno vztrajnostjo bodo učenci pričevali za Jezusa pred njihovimi zatiralci. A Jezusova napoved se je na poseben način uresničila nad današnjim godovnjakom svetim Štefanom, ki je vse prekazal z močjo znanja, govora in polnosti svetega duha. Berilo o njem pravi: on, ki je bil poln svetega duha, ko je odprl pogled v nebo, Božje veličastvo in Jezusa, stoječega na desnici, je videl. Počastimo tako prvega mučenca Svete Cerkve in se mu priporočamo o vseh naših potrebah in o vseh zadevah. Če bi v enem stavku povzeli vsebino praznika Svetega Štefana, bi morda rekli: Jezus opogumlja učence, naj vztrajajo in vzdržijo do konca, kar pomeni, dokler bo trajala preizkušnja, bo zatrsljivo zagotovljena tudi rešitev in Božja pomoč vsem. Sveti Štefan, ki si umirajoč molil za svoje preganjalce, pomaga nam danes, da te bomo posnemali v odpuščanju sovražnikom in da bomo ostali zvesti Kristusu in Cerkvi ter narodu.